Tole je fantazijsko-pustolovski roman Modri otok. Govori o skupini najstnikov, ki z mentorji preživijo nekaj časa na poletnem raziskovalnem taboru. Kaj vse se tam zgodi, sta brala Tristan in Rok. No, tole pa je pustolovščina, da se reče. Kot da bi z eno veliko žlico zmešali Harryja Potterja, tajno društvo PGC, 5 prijateljev, dneve na otoku in še kaj zanimivega. Modri otok, Tristan, ti je vzel diha? Ja, med branjem te knjige sem bil kar na trnih, ker je res ena najboljših in najbolj napetih knjig, ki sem jih kadarkoli prebral. Pa všeč mi je, da imajo vsi liki težave in probleme v življenju, s katerimi se lahko srečamo tudi mi. Se pravi, si se lahko poistovetil s knjigo? Ja, res je. No, meni se je na začetku zdelo, to bo pa eno tako lahkotno poletno branje, no, kaj kmalu pa sem videl, da mi zgodba ne bo dala dihati. Skakali smo iz enega lika v drugega, iz ene teme v drugo pod temo, ampak ni se mi pa zdelo kaotično. Zdelo se mi je lepo dramaturško zamišljeno. Kaj pa tebi, se je tak način branja dopadel, te je spodbudil k nadaljnemu branju, ali si se morda kdaj vmes zmedel in ti je šlo na živce? Ja, meni je tak način branja v bistvu zelo všeč, ker vedno rad izvem kakšno podzgodbo namesto glavne zgodbe in potem sem vedno navdušen, ko se začne odvijati nova zgodba. Kot sem že omenil, na začetku tak mladinski pustolovski roman kmalu dobi zgodba svojo večplastnost, svojo fantazijskost, ampak še vedno se mi zdi, da je glavno gonilo cele zgodbe pravo prijateljstvo in mislim, da je to želela doseči tudi avtorica knjige Irena Androjina. Pozdravljeni. Prijateljstvo je pomembno tako v Modrem otoku, kot se mi zdi zame v življenju nasploh. In to ne samo tisto površno, prijetno druženje, ampak predvsem tisto globoka povezanost in sprejemanje prijateljev tudi njihovih temnejših plati. Ja, zagotovo se strinjam. Sprejemanje prijatelja v dobrem in v slabem, v celotnem paketu. Tristan, kako si ti s prijatelji, se dobro razumete, si veliko zaupate? Ja, s prijatelji si veliko zaupamo, se dobro razumemo, pa tudi kaj ušpičimo. Ja, se strinjam. Torej, začimbe za lepo življenje so pustolovščina, iskrenost in pravo prijateljstvo. Res pa je, da midva z Jušem rado dodava tudi ščepec humorja. Ščepec, ja, kot se pravilno reče, nikoli ne rečete ščepec. Dobro, da si me spomnil, Rok, si bom zapisal še origano za tele naše špagete. Dobro, zdaj pa gremo k vprašanju. Modri otok je pustolovski roman, ki se dogaja na izmišljenem otoku na Jadranu, kamor pripotuje skupinica najstnikov. Zakaj je bila Tristanu knjiga tako zelo všeč? A. Pripoveduje zgodbo resničnih ljudi. B. Najstniki v knjigi imajo podobne težave kot resnični najstniki. C. Najstniki v knjigi imajo drugačne težave, kar spodbuja k razmišljanju. Ali D. Pripoveduje zgodbo, ki mu je geografsko in kulturno blizu. Razmislite, posvetujte se. Imamo odgovor B od rumenih in vijoličasti odgovor C. Rumeni ste, tukaj ste vložili vašega brihtolina, ne? Mislite, da imate prav? Ste dobro poslušali? Ja. Dobro, prikimbujejo. No, takole vam povem. Tristan pove, da mu je bila knjiga všeč, ker je vključevala like, ki so imeli takšne težave in probleme, kot jih imajo resnični najstniki v vsakdanjem življenju. Pravilen je res odgovor B in 10 točk za osnovno šolo Lava.